Pogled v znanost. Kaj vse danes razumemo z besedo maske in kako jih od prejšnjega tedna predstavljajo v Slovenskem etnografskem muzeju? Razstavo z naslovom Maske od rituala do karnevala, odprta bo do konca avgusta 2027, bodo predstavili njeni avtorji, vodja projekta razstave o maskah, magistrica Adela Pukl ter njena kolega. Magistrica Anja Jerin, tudi ena od koordinatoric varstva nesnovne kulturne dediščine, in Miha Špiček, vodja oddelka za dokumentacijo v muzeju. Od odprtja 15. januarja je tam na voljo tudi publikacija, ki z 11 prispevki 10 avtoric in avtorjev poglablja razumevanja fenomena mask kot univerzalne manifestacije kultur človekovih skupnosti. V Etnografskem muzeju Slovenije jih je obiskal Goran Tenze, ki vas vabi k poslušanju. Magistra Adela Pukl, ta razstava ponuja en tak presek mask in predmetov povezanih z njimi, ki jih ima Slovenski etnografski muzej že desetletja, čeprav so se vaši kolegi, kolegice po vojni začeli bolj intenzivno ukvarjati s tem, ampak seveda premorete pa tudi zunaj evropske maske. In nekaj teh je tudi videti na tej razstavi. Kaj je bil osnovni namen te razstave, ki ste jo s kolegoma nekako zasnovali in pripravili? Glavni namen te razstave je prikazati maskiranje v tem širšem kontekstu. Torej, izhajali smo iz naših zbirk, kajti imamo bogate zbirke neevropskih držav, kot tudi slovensko dediščino. In ravno ta slovenska dediščina, ki jo raziskujemo že desetletja, je bila glavni povod za to, da smo pripravili to razstavo. Namreč maskiranje je del letnih in pa življenjskih šeg in pa s tistim glavnim maskiranjem v času pusta. Ko je naša domišljija na vrhuncu, ljudje se, če rečemo, malce spustijo z verige, narobe postane prav in pust je za nekatere, kot pravijo, 5. letni čas. In vsa ta barvitost, živost, bogastvo pustnih šeg, pustnih mask, oprav in rekvizitov je tisto, kar nas je vodilo, da smo vse to postavili na ogled. Zdaj, fenomen mask je, se mi zdi, tako ena taka precej privilegirana tematika v razumevanju in ohranjanju preteklosti, in izgubljajočih se fenomenov kulturnega življenja človeških skupnosti. Vi tukaj na razstavi citirate priznanega slovenskega etnologa, pokojnega Nika Kureta, ki je nekje enkrat zapisal: človek si želi biti kdaj pa kdaj nekdo drug. Torej, osnovna lastnost mask je od nekdaj bila, ko se je človek nekako zamišljal, da bi ob obredih prehoda bil nekdo drug. To je kar izzivalna pozicija za postaviti eno razstavo. Po mojem zaradi tega, ker morate izbirati zelo previdno, kaj med množico mask ali pa stvari povezanih z njimi boste razstavili. Dr. Niko Kuret je to napisal leta 1963 v katalogu k razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju Slovenske ljudske maske. In že takrat v bistvu so nakazovali na to, kako je maskiranje pomemben del naše kulturne dediščine. Za nas, ki pa tokrat pripravljamo razstavo, pa je ta tema v bistvu po eni strani zelo zanimiva, lahkotna, vesela, po drugi strani zna biti pa tudi zelo, zelo težka. Kajti v pustnem času ne gre samo za te pozitivne stvari, za veselje, preoblačenje, prevzemanje vloge nekoga drugega ali nečesa drugega, ampak potegne za seboj tudi razpust,
kot mu mi rečemo, torej razpust, alkohol, agresijo in tako naprej. Dajanje duška. Ja, da si ljudje dajo duška in to jim na nek način maska tudi omogoča. Zaradi tega, ker zakrijajo svojo lastno identiteto, prevzamejo neko drugo in igrajo vlogo nekoga drugega. S kakšnim namenom? Ja, dobro vprašanje. Zakaj se ljudje maskiramo? Pravega odgovora v končni fazi sama nimam, ampak jaz mislim, da je danes maskiranje v pustnem času predvsem namenjeno zabavi, druženju in pa izkazovanju pripadnosti. Torej ta pripadnost, ko ljudje izkazujejo, kam sodijo, torej v katero lokalno okolje sodijo in v končni fazi, ko gredo na nek karneval, tudi odkot prihajajo in kakšna je ta njihova kulturna dediščina. S tem so seveda povezane potem tudi spremembe. Zakaj? V Sloveniji lahko pustno dogajanje delimo na 3 dele. Prvo je to, ko grejo pustne skupine, tradicionalne pustne skupine, na obhode po domači vasi. Torej obiščejo domačine, ki jim zaželijo vse dobro, torej dobro letino na polju, rodovitnost in tako naprej. Drugo so karnevali, torej turistični prireditve, karnevali, karnevalizacija, ko se ljudje v bistvu pridejo in si ogledajo vse te tradicionalne oziroma tudi sodobne maske, ki hodijo v nekem špalirju in samo predstavljajo neko svojo dediščino, neke svoje maske. Ampak tukaj ne moramo videti te šege. Ne? In kot še tretji fenomen je pa v bistvu vse ostalo, torej maskiranje otrok, odraslih, kolektivi, gostilne, tekmovanja za najboljše maske. In ravno to je tisti fenomen, ko se ljudje tako množično v bistvu maskirajo v vseh 3 sklopih, ki sem jih prej omenila. In namenijo v končni fazi veliko svojega denarja, veliko svojega časa, nekateri celo vzamejo dopust za to, da se maskirajo in tukaj je v bistvu tudi tisto, kar eni imajo, eni nimajo, torej ta ustvarjalnost. Ne? In tako ljudje pokažejo v bistvu včasih tudi kakšne take skrite, prikrite želje in je ravno res pust ta čas, ko se včasih nekateri ljudje pokažejo tudi v tisti pravi luči. No, za ponazoritev, vsaj besedno, vsega tega, kar ste povedali, mogoče predstaviva, na kakšen način je razstava zasnovana. To je v prvem nadstropju razstavne stavbe, novejše, torej etnografskega muzeja. Glavni poudarek na razstavi je na pustnih maskah in na pustnih šegah oziroma na celotnem pustnem dogajanju. Seveda vsega nismo uspeli zajeti, ker ni bilo dovolj prostora in tako naprej. Pa vendar smo želeli ta pustni čas, pustne maske umestiti v širši kontekst. Torej, zakaj se maskiramo? Kakšen je ta misterij mask, torej od rituala do karnevala, kot je naslov razstave. In pa, ker je pustno maskiranje ena izmed šeg v letnem ciklusu, smo želeli predstaviti tudi ostala maskiranja letnega cikla, torej maskiranje v času Miklavža, Božiča, Dedek Mraz, recimo novoletno koledovanje, potem sodoben pojav Noč čarovnic, potem Lucino, preganjanje pehtre babe in pa ob življenjskih mejnikih, ko se pa ljudje danes še vedno najpogosteje maskirajo v času poroke, ampak tudi tukaj že v bistvu lahko zaznamo, da to upada. Magistra Anja Jerin, kako pa ste kot soavtorica zasnovali prostorsko, torej v kakšnih sklopih je ta razstava v prvem nadstropju etnografskega muzeja postavljena? Ja, vsebinsko gledano je razstava Maske od rituala do karnevala zasnovana v 3 delih. Prvi sklop predstavlja prva soba, v kateri se sprašujemo določena vprašanja, kaj je maskiranje, torej zelo nasplošno, kaj je maskiranje, kaj je maska, kakšne vrste mask poznamo. Naslednji prostor je namenjen predstavitvi tistim šegam znotraj koledarskega cikla in pa znotraj življenjskega kroga, ob katerih se še vedno pojavljajo maske in maskiranje. Tretji del
ki je v bistvu glavni del razstave, to se pravi v sklopu celotne razstave je fokus ravno na tem delu, so pa pustne šege, torej pustne šege, ki so v bistvu žive še danes, s fokusom tudi na nekatere nove pojavne oblike, ki smo jim priča pravzaprav danes in jih lahko dokumentiramo na terenu. Naslov razstave je od maske, od rituala do karnevala. Ne? To pomeni od obreda do pravzaprav mesenosti, kar saj karneval v osnovi pomeni. Ne? Razpuščenost, ko si ljudje dajo duška. Ampak ta prvi del, ki ste ga opisali, odkot pravzaprav človeku potreba, da se maskira? Ja, lahko rečemo, da se človek že od nekdaj maskira in to nekako lahko spremljamo skozi celotno človeško zgodovino in to zaznavamo pravzaprav v vseh okoljih. Tako da načeloma lahko govorimo o neki univerzalni razširjenosti, tako mask kot tudi maskiranja. Skozi čas in skozi prostor pa lahko zasledimo tudi to, da se je sam pomen in pa vloga mask, da sta se spreminjala. To se pravi, recimo v kameni dobi je zagotovo človekov maska nekako omogočila neko krinko, s katero je lažje ujel plen. Potem je šel razvoj naprej, maska je sčasoma v okviru različnih ritualnih praks pridobila neke nove pomene, kot magični pripomoček je pravzaprav omogočala neke lažje prehode iz obdobja v obdobje, tako znotraj življenjskega kroga človeka, kot tudi v naravi. Hkrati s tem je pa potem v bistvu z zatonom antike, vzponom krščanstva, tekom srednjega veka nekako izgubljala to ritualno moč, ki jo je maska imela in je v bistvu nekako začela prehajati tudi v bolj zabavljaške vloge. To se pravi, maska je pridobila bolj neke zabavljaške note, da rečem tako. Kje smo danes, mogoče lahko pojasnim zelo na kratko. V bistvu danes nekako na terenu lahko spremljamo, da ritualnost se nekako izgublja, zagotovo. Lahko rečemo, da neke nove pojavne oblike, če se zdaj fokusiram na pust, ki je tudi osrednji del razstave, ta ritualnost se nekako izgublja, v bistvu v ospredje prehaja predvsem zabava, to se pravi tista karnevalskost, da rečem tako. Omenili ste, da je fenomen mask pri človeških skupnostih precej univerzalen. Ne? Menda so našli maske tam stare 9000 let pred našim štetjem. Nekatere razlage pravijo, da je šlo to za fenomen prehoda iz nabiralniške lovske družbe v agrikulturne družbe, ne, to se pravi neolitik. Ne. In zdaj, kaj je človek hotel z masko povedati, ne? Ker poznamo tudi posmrtne maske, a ne? In ne nazadnje v antiki, v stari Grčiji je maska prišla v teater, v gledališče, v orkestro, kjer je pač ponazarjala druge osebnosti, ki so jih igrali. Ne? In kot taka je počasi prek mediteranskih, predvsem severno-mediteranskih kultur v sedanji Italiji, južni Franciji in do neke mere Španiji prešla tudi v sodobni svet po srednjem veku. A ne? Zato nekako pogrešam tudi gledališke maske na tej razstavi. Ne zdaj, da bi nekaj posebej izpostavljala kot fenomen zgodovinski. Ne? Ja, gledališke maske omenjamo v tem prvem delu razstave in sicer smo na razstavi postavili na ogled fotografijo japonskega gledališča No. S tem želimo nekako opozoriti na to, da so gledališke maske v nekem obdobju v bistvu bile zelo pomemben del duhovne kulture človeka, da rečem tako. Bi pa rekla mogoče to, da v bistvu maska je človeku vedno omogočala neko preobrazbo, s katero je v bistvu človek svoja notranja občutja drugače izrazil oziroma mu je pomagala drugače izraziti ta občutja. To se pravi, skozi zgodovino, kot sem rekla, je v bistvu maska imela različne pomene, ki so se spreminjali skozi čas.
Tako da tudi pri gledališču je to zelo izrazito. Ja. Miha Špiček, vi ste tudi soavtor te razstave Maske od rituala do karnevala. Kakšen je bil vaš doprinos, kako ste si razdelili delo pri postavitvi? Glavni del razstave, se pravi ta pustni del, ki je najbolj obširen, je prevzela kolegica Adela. Jaz sem pa prevzel prostor, ki je namenjen predstavitvi maskiranja, ki se pojavlja med letnimi in pa življenjskimi šegami. Poleg tega sem imel pa še skrb za velik del fotografskega gradiva, ker sem pač vodja fototeke oziroma dokumentacije tudi. Kolegici sta predstavnici čisto vsebinsko v muzeju za nesnovno dediščino, in za duhovno kulturo. Zdaj, seveda, maskiranje je pravzaprav nekaj, kar se prepleta. Kakšno mesto v ponudbi muzeja etnografskega pravzaprav imajo kot preplet nesnovne dediščine in duhovne kulture, imajo maske? Adela Pukl. V Kustodiatu za duhovno kulturo hranimo tudi predmete, torej zbirko pustnih mask, in ker se v muzeju vedno trudimo zbirati zgodbe predmetov, ki jih hranimo pri nas, sta seveda snovna in pa nesnovna kulturna dediščina neločljivo povezani. Kar pomeni, da vsak predmet, ki je pri nas v zbirkah, ima svojo zgodbo, je razlog, zakaj je postal del naših zbirk. In vedno večji poudarek pa seveda dajemo tudi nesnovni kulturni dediščini, ki pa je vedno tudi predstavlja širši kontekst tega predmeta. Torej umeščamo preko nesnovne kulturne dediščine, umeščamo te predmete v širši kontekst, tako zgodovinski, geografski, znotraj tradicije, kulturne dediščine in tako naprej. No, ampak kateri so še fenomeni nesnovne dediščine, s katerimi se je torej fenomen mask druži v vašem muzeju? Anja Jerin? Ja, z maskami so neločljivo povezana številna znanja, ki jih imajo danes le še redki posamezniki, ki so pravzaprav tisti, ki so dejansko gonilo teh pustnih šeg. Lahko rečemo, da so to vse tisti rokodelci, ki obvladajo določena znanja, nimajo pa mogoče nekih naslednikov, ki bi jih nasledili pri tem. Tako da določena znanja zagotovo gredo v pozabo. Pri tem mislim konkretno rokodelska znanja, to se pravi izdelave mask, potem tudi v bistvu oblačil, oprav, recimo pomembno vlogo pri tem ima tudi prehrana, to se pravi, za to skrbijo predvsem ženske. Zelo pomembno vlogo ima tudi glasba pri teh šegah. V predstavitvenem listu ste zapisali, da so maske pravzaprav in maskiranje nek fenomen, ki nekako nas povezuje s preteklostjo in nam kaže pot, nekaj takega je bilo v prihodnost. Na kakšen način si vi to zamišljate? Kdo bo odgovoril? Veliko našega dela smo opravili na terenu, torej naše terenske raziskave. In pri tem vedno znova opažamo težnjo ljudi, da črpajo v preteklosti v bistvu za sedanjost in prihodnost. Kar pomeni, da vedno znova se vračajo in vedno raje se vračajo k starejšim zapisom, fotografijam, videoposnetkom, če seveda obstajajo, k predmetni dediščini. Torej velikokrat pridejo k nam in rečejo, a lahko prosim vidimo hlače, ki jih je Škoromat Zvonci nosil v 60. letih. Imamo ga tukaj na fotografiji, ampak je črno-bela fotografija, a lahko. In v bistvu ravno to črpanje iz preteklosti za prihodnost se mi zdi, da je tudi pri maskah, maskiranju, pustnih šegah izrazito. Povemo pred koncem, dokdaj bo to je začasna razstava odprta? Ja, to je letošnja osrednja razstava, ki jo odpiramo 15. januarja. Na ogled bo pa do avgusta, in sicer 2027, tako da bo v bistvu 1 leto in pol na ogled. Vsem trem hvala za ta pojasnila.
Miha Špiček, Adela Pukelj in Anja Jerin. Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze. Pogled v znanost.